Gospod! Tukaj tik za mano poteka oživljanje človeka, ki ga je pravkar zadela kap. A sreči gre le za prikaz tehnike, ki jo bodo po 3 oziroma 4 letih morali obvladati srednji zdravstveniki in bolničarji negovalci. Na informativnem dnevu Srednje zdravstvene šole Ljubljana morebitni bodoči dijaki ne dobijo le osnovnih informacij o poteku šolanja, ampak jim srednješolci pokažejo tudi, kako poteka praktični pouk. Najtežje je v bistvu nek strah, ki ga imaš, da ne bi v ta pravi situaciji znal pomagati. V bistvu lahko, ker imaš lutke, imaš umetne rane, pa je v bistvu malo težje, ko bi dejansko bil v stresni situaciji, ko bi mogel v bistvu sploh ukrepati. Tudi sama sem ugotovila, da nega otroka zahteva posebne veščine in znanje, saj je to zelo odgovorno delo. Moraš imeti tisto, da se znaš ukvarjati z otrokom, en veselje moraš imeti, da tudi se malo pogovarja z njim, da dobiš stik z otrokom. Šola bo za naslednje šolsko leto razpisala 8 oddelkov, v katerih se boste lahko izšolali za poklic zdravstvenega tehnika oziroma medicinske sestre. Izobraževanje traja 4 leta, v njem pa dijaki pridobijo znanje z področja nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Kaj te zanima konkretno? Predmetnik. Kakšna je šola, kakšni so učitelji tudi. Kakšni so programi, urnik, kakšni so predmeti. 3 leta pa traja program šolanja, v katerem se dijaki izučijo za poklic bolničarja negovalca. Ta se lahko zaposli v domovih za starejše in drugih podobnih zavodih ali pa pomaga invalidom na domu, med drugim obvlada tudi nego stopal. Kaj bi te lahko prepričalo? Ful je malo točk treba za vpis, pa ker je zelo zanimivo, pa imaš lahko dober poklic, če narediš fakultete. Informativne dneve lahko obiščete tudi jutri. Dijaška organizacija Slovenije pa svetuje, da se odločite za področje, ki vas res zanima in se v njem vidite tudi čez 10 let.